In jaz sem ogromno del delala zastonj. Jaz sem že v prvem letniku začela hoditi na TV Celje in sem jim tam pomagala zastonj, zato da sem se učila. Sem rekla, prosim, dajte mi nekaj za delati, jaz si želim. In so mi pomagali in sem potem tudi bila šolska novinarka, sem hodila okrog, intervjujala dogodke po Celju. Sicer s časoma se mi je potem to obrestovalo. Jaz sem dobila službo na Radio Fantasy v Celju in so me tam vzeli na audiciji. Tega ne bom nikoli pozabila. Moja šefica takrat je rekla, probali so me, so rekli, da imam zanimiv vokal, da vse vrejo super, zelo mi je bilo všeč, pa reče meni ona, ampak malo si tako, malo si zadrgena, da se malo zader. In jaz njo pogledam, kako to misliš zader? In ona reče, zader se, kakor lahka, ne? In jaz njo pogledam, jaz sem se toliko tresla, res toliko sem se tresla in sem si imela v glavi sam, ok, Teja, če hočeš službo, ti se zader, kakor lahka. In sem se obrnila v steno, tako mi je ona rekla in sem se zadrla. In pa smo postali prijatelji, pa sem delala tam. Potem sem pa res prišla v Ljubljano in na koncu pristala na tem Radio Best FM, kjer sem zdaj in tukaj res uživam. In bi rekla, da delam iz srca, no, res uživam. Na radiju je tako, da moraš konstantno povedati ljudem nekaj novega, nekaj zanimivega, se z njimi poistovetiti. In bi jaz rekla, da v bistvu je to nek način, nov način življenja. Če si želela tako doseči v življenju? Ja, moj največji cilj še vedno, od malega, vedno sem si želela delati v medijskem svetu, postati voditeljica ali pa karkoli, da si jaz ustvarim neko ime postopoma počasi, ampak moja največja želja pa je ustvariti nekaj svojega. Se pravi, bodi si svojo oddajo, bodi si svoj projekt, knjigo, karkoli. Kaj bi rekla, strast. Ne moram reči želja, kakor strast. Če ti delaš nekaj z ljubeznijo, se mi zdi, da ljudje to začutijo. In kako si nafilaš baterije? So sicer težki dnevi, se pravi, kakšna recimo bolezen v družini, to te res potre, ampak, ok, lahko zdaj povem primer. Jaz sem imela zelo, zelo bolanga očeta. Dali smo čez možgansko kap, prej mu ni nič bilo, dali smo čez tudi raka. In to je mene takrat res zelo potrl. Predtem sem pa že jaz brala knjige o zakonu privlačnosti. In sem jaz to doma včasih povedala, kar ti misliš, to se ti zgodi. Zdaj sem prebrala 16 knjig na pol leta, samo o zakonu privlačnosti, ne. In sem jaz to doma včasih kdaj povedala in so moji bili, veš, no, pa je moj oče zbolel. In sem jaz njemu začela brati citate iz teh knjig. In je on začel to poslušati in je on začel to verjeti. Kaj pa ti pomaga ostati pozitivno, če si prebolela take življenjske težave? Volja. Volja, želja. In tako sem rekla, res verjamem iz te knjige, to, kar daješ, to dobiš nazaj. Tvoja najljubša barva? Modra. In kaj ti najbolj všeč v Sloveniji? Da imamo in morje in gore. Najljubša hrana, kuhinja? Neki riž pa piščanček, nekaj takega. A bi napisala kdaj knjigo? Seveda delam na tem. Kakva je tvoja najljubša knjiga? Pazi, katerega volka hraniš. A če boš imela kako svojo oddajo na televiziji, kakva bo tematika, o čem bi? Jaz si zelo želim, da bi prišlo do tega. Definitivno nekaj zabavnega. Če bi ti na primer zdaj se vrnila v otroštvo ali v najstništvo, če to ni privatno vprašanje, kaj bi ti sebi svetovala? Tisti mali. Tisti mali. Da mogoče, da mi more biti vsaj kaj si drugi mislijo o meni. Zdaj smo končali. Bi ti želela nekaj povedati našim ljudem za konec? Ja, v življenju izkoristite vsako priložnost in pa nikoli ne pozabite, bodite vi in sledite svojim sanjam in pa srcu. Hvala ti, to je bilo prijetno s tebe Hvala tebi. pogovarjati.